Prvo svetomašo, ki jo je papež Frančišek daroval v Ekvadorju, je posvetil družinam. V nagovoru v pristaniškem mestu Guayaquil je poudaril, da nas statistike in razne napovedi ne smejo prestrašiti, saj najboljše za družine šele prihaja. Pomembno je le, da drug drugega spodbujamo v upanju. Družina namreč po njegovih besedah predstavlja veliko družbeno bogatstvo, ki ga druge ustanove ne morejo nadomestiti. Zato jim mora družba pomagati in jo okrepiti. Usluge, ki ji družba nudi, niso miloščina, ampak njen dolg do družin, ki družbi toliko dajo, je bil odločen papež. Svetemu očetu je na trgu Los Amanes prisluhnilo več kot milijon ljudi. O vlogi družine je razmišljal na osnovi evangeljskega odlomka v Kani Galilejski in vlogi Marije, ki je najprej mati. Zato je pozorna na druge, se ne zapre v svoj svet, ampak jo ljubezen usmeri k drugim. Prav zato je opazila, da je zmanjkalo vina. Vino je po papeževih besedah znamenje veselja, ljubezni in obilja. Pomanjkanje vina pa je lahko tudi posledica brezposelnosti, bolezni in problematičnih situacij, s katerimi se soočajo družine. Marija je mati, navzoča je, pozorna in skrbna, je dejal papež Frančišek in vse zbrane povabil, da naj z njim povedo. Marija je mati. Marija je mati, zato Jezusa prosi in mu povsem zaupa, s tem uči tudi nas vse skrbi preložiti v Božje roke. To pa nam pomaga, da izstopimo iz svojih skrbi in opazimo tudi potrebe našega bližnjega. Marija pa tudi deluje, prav družine so kraj služenja drug drugemu iz ljubezni. Tam se naučimo prositi za dovoljenje, reči hvala in se opravičiti. Družina je najbližja bolnišnica, je prva šola za otroke, oporna točka za mlade, najboljši dom za ostarele. Družina po papeževih besedah predstavlja tudi domačo cerkev, ki poleg tega, da daje življenje, posreduje tudi božjo nežnost in usmiljenje. Ob sklepu pa je papež dejal, da kot so na svadbi v Kani Galilejski okusili boljše vino, moramo verjeti, da tudi za družine najboljše šele prihaja. Prihaja čas, ko bomo okušali vsakdanjo ljubezen, ko bodo naši otroci odkrili skupni prostor in bodo ostareli prisotni v veselju vsakega dne.